Nahajamo se v prostorih Restavratorskega centra Slovenije in sicer trenutno me obdajajo personifikacije moči oziroma oblasti ter zakona na drugi strani, ki so bile postavljene ob glavnem vhodu v našo vladno palačo. Palačo kranjske deželne vlade je glavni vhod je za svojo arhitekturno plastiko poudaril Jozef Beyer. Bil je dunajski kipar, ki je delal širom Avstro-Ogrske monarhije. Deloval je tako v Zagrebu kot tudi na Dunaju. Velja omeniti njegovo delo Julija Cezarja pred samim parlamentom na Dunaju. Tukaj so uporabljeni, bomo rekli, preprosti atributi, ki jih takoj prepoznamo. V roki ima zakonik oziroma kodeks na eni strani in na drugi strani rimski elektorski sveženj z sekiro v sredini. Skratka nam predstavlja zakon, po drugi strani pa tudi pravico, velja se ozreti še spodaj pod njene noge, kjer imamo plodove dobre, pravične države in to nam predstavlja atribut pod njenimi nogami. Na drugi strani imamo pa personifikacijo moči oziroma oblasti z tipičnimi atributi kraljice, skratka personifikacija nosi krono na glavi, ima v roki žezlo in pa meč in pa seveda sedi na prestolu, okrašenem z levjimi glavami. Skratka, že po prvem pogledu lahko razberemo, da gre za moč, oblast, kot jo neka kraljeva insignije tudi predstavljajo. Izkazalo se je, da so kipi izjemno slabem stanju. Po pregledu le-teh je bilo skorajda na licu mesta nemudoma ugotovljeno, da neka sanacija ne bo izvedljiva in da jih bo potrebno pač nadomestiti s kopijami. Tukaj velja izpostaviti izjemno noviteto na področju kopistike v Sloveniji. Namreč prvič se je uporabilo, bomo rekli, že nekaj časa uveljavljeno 3D skaniranje in pa potem reskanje v kamnu. Ta metoda kopistike je dejansko prvič izvedena. Kipa z vladne palače sta bila poškodovana do te mere, da smo si pomagali s 3D tehnologijo napraviti njihovo rekonstrukcijo poškodb. Torej, kipa sta bila digitalizirana, napravljen je bil 3D model, poškodbe na tem 3D modelu pa so bile domodelirane v virtualnem prostoru, na podlagi česar je nastal popoln 3D model, na podlagi katerega se je pa potlej z računalniško vodenimi stroji izdelala kopija. Najprej moramo odstraniti čim večjo površino materiala, čim hitreje, čim bolj efektivno. To je žaga, zato namenjena temu. Potem pa uporabljamo reskarje, kjer gremo bolj na fina dela in s tem tudi že začnemo oziroma objekt začne dobivati obliko. Zdaj je žaga naredila grobi odrez. Naslednja faza, ko je, ta grobi odrez potolčemo in se že nam polahko kaže pač cela struktura kipa. Po odstranitvi materiala, grobega materiala s pomočjo žage, začnemo z reskarjem. Naj povem še to, da ko žaga odstranjuje material, je zmeraj 12 mm nad objektom, kar pomeni, da je 12 mm više od objekta oziroma kipa. To pa zato, da ima potem reskar še nekaj milimetrov prostora, da lahko reska. Sedaj imamo kip že obrnen, kar pomeni, da gleda navzgor.
Sprednja stran ima mnogo več detajlov kot zadnja, zato je treba biti malo bolj plazljiv. Rečemo glede na tole, da tale košček tukaj je popolnoma samostoječ, kar pomeni, da če se ga preveč hitro dotakne z rezkarjem, lahko odleti oziroma pade stran. Potem imamo tudi dve luknje, tako imenovane. To pomeni, da je luknja skozi in skozi. Ena je na tej strani, druga je tukaj. Imamo tudi rožo, ki je malo bolj delikatne oblike. In obraz, kjer ima oči, nos in usta in krono, kjer je treba posvetiti malo več časa. Na prstih, na nogah. Prav tako ustvarimo neko ploskev, s katero določimo smer reskanja. Tako, in če zdaj kip pogledamo strani, smo z mojo pomočjo te ploskve kip reskar usmerili 90 stopinj na ploskev oziroma pravokotno, kar pomeni, da se te prsti bolj izraziti oziroma bolj vidni, kot pa če bi šli reskat prste samo iz vrha. Reskar ima še zmeraj 5 mm več materijala, kakor ga sam kip dopušča, oziroma je kip velik. To pa zato, da lahko v restavratorskem centru potem pravilno kip izdelajo ročno do konca oziroma do pravilne oblike. V primeru večjih poškodb na originalu, kot so pomanjkljivosti, odkrušena mesta, detajli, ki se ponavljajo na nekaterih mestih, niso več prisotni, se vse te stvari da rešiti že računalniško, tako da ne posegamo direkt na original, ampak v bistvu gre za virtualno domodelacijo. In se pripravi računalniški program, ki zajema vse te manjkajoče dele, ki so dopolnjeni s točkami in pol pri reskanju se upoštevajo. Kamen je Pietra Lecese, to je kamen iz juga Italije, apnenčastega porekla, bomo rekli. In zdaj trenutno delam kopijo oziroma detalje, bomo rekli, po originalu, no? Kar računalnik ni naredil, sem zdaj jaz tukaj za to. Tukaj zdaj trenutno prav po očeh, recimo, treba paziti na karakter, da se ujame kakor toliko ta pogled. S tem si jaz v bistvu pomagam, ne. Tukaj pomagam stvarem, kar oko recimo ne vidi, ne. Jaz vidim detajlček, zdaj pa ali je to, recimo, da je centimeter in pol ali centimeter ali 7 mm, ne. Torej, čisto zaradi točnosti, ne. Ampak to je bolj kot na pomoč. Ja, recimo, da jaz dobim 80% izdelanega kipa, ne. Torej, s kolegico moramo narediti še zadnjih 20%, ne. Najbolj finega dela. To je v bistvu tisto, kar je zadnja roka, no, bomo rekli. Itak najbolj fina, ne. Za tega prvega kipa, recimo, koliko smo rabili, tam dobrih 5 mesecev.
Že razlika med prvim kipom, personifikacijo moči in drugim kipom je bila velika, ker smo ogromno izkušenj pridobili, videli smo, kaj se še vse da spremeniti, popraviti, dodelati, tako da v bistvu smo pri drugem kipu, personifikaciji zakona, ponovno skenirali kip, tako da je bil kip dvakrat celo skeniran in smo vse te novejše tehnologije in programe uporabili, da smo dobili še bolj optimalen program za reskanje. Kot vemo, kipi, predvsem tisti, ki so hranjeni zunaj, na fasadah, na podstavkih, ki krasijo naša mesta, so tisti, ki so najbolj na udaru, tako zaradi vremena, vandalizma, potresi, razne nesreče in so tisti, ki jih bomo verjetno najhitreje izgubili. Propadajo že zaradi agresivnega okolja, vsaka zima, vsak mesec prinese nove poškodbe. Tako da želja zavoda, stroke je, da bi prišli do nekega kataloga vseh teh spomenikov, ki jih imamo po Sloveniji, na ta način, da bi jih v bistvu izvedli neko izčrpno dokumentiranje, medtem tudi 3D skeniranje, ki bi nam omogočilo v primeru izgube večjih delov spomenika oziroma celega spomenika, da imamo ohranjeno še zmeraj tako dobro dokumentacijo, ki nam bo omogočala izdelavo kopije. Kopiji sta izdelani iz naravnega kamna Petra Lečeze, ki je sam po sebi zelo porozen, zato bomo s hidrofobnim premazom dodatno zaščitili kamen. Voda je vpletena v skoraj vse procese propadanja kamna, in tako mehanske, kakor kemične narave, in zato smo se pri kopijah odločili, da jih bomo dodatno zaščitili s hidrofobnim premazom, kar recimo na originalnih umetniških delih ne delamo, ker gre vseeno za vnos neke tuje snovi v kamen, ki bo sčasoma propadla in ni reverzibilen postopek. S tem hidrofobnim premazom povečamo vodoodbojnost kamna in mu podaljšamo življenjsko dobo.